Vsak od nas ima željo izboljšati se, napredovati, doseči več v življenju in veliko vprašanje je, zakaj nekateri ljudje dosežejo več kot drugi, tudi če imajo manj sredstev, manj podpore, manj talenta. Po preučevanju tisočih uspešnih ljudi v več kot 40 letih je odgovor postal zelo jasen. Disciplina. Disciplina je ključ. Je skupni imenovalec med vsemi ljudmi, ki dosegajo izjemne ravni uspeha. Večina ljudi živi svoje življenje v čakanju, da se počutijo motivirani. Toda resnica je, da motivacija pride in gre. To je nepredvidljivo. Je nestabilen. Disciplina pa je konstantna. Je zanesljiv. In to daje prave rezultate. Vsaka produktivna navada, vsak osebni uspeh, vsako izboljšanje vašega zdravja, financ ali odnosov, vse se začne z disciplino. Torej, če želite doseči več, če želite doseči svoj polni potencial, se morate prisiliti, da ste bolj disciplinirani. Sprva ne bo lahko, a s časoma bo lažje. Najboljše pa je naslednje. Disciplina se trenira, kot mišica. Bolj ko ga vadite, močnejši postane. In močnejši kot postaneš, več uspeha imaš. Danes vam želim pomagati pri odločitvi. Odločitev, da nehamo čakati in začnemo delovati disciplinirano, ker je življenje, o katerem sanjate, na drugi strani vaše samodiscipline. Večina ljudi v življenju ne doseže tistega, kar si želi. In to ni zaradi pomanjkanja talenta. Tudi ne zaradi pomanjkanja sanj. To je posledica pomanjkanja discipline. In to je neprijetna resnica, ki pa jo je treba sprejeti. Vsi se želimo izboljšati, a zelo malo jih je pripravljenih plačati ceno. In disciplina je cena napredka. Srečal sem ljudi z odličnimi idejami, odličnimi načrti, celo odličnimi veščinami, ki pa ne napredujejo, ne dosegajo rezultatov, ne sledijo. Ker kar naprej čakajo, da se počutijo pripravljene. Ker čakajo na popoln trenutek. Ker dovolijo, da čustva trenutka narekujejo njihove odločitve. In to je velika napaka, saj idealni trenutki skoraj nikoli ne pridejo. In čustva niso zanesljiva. Tisto, kar lahko nadzorujete vsak dan, je vaša raven discipline. Vsakič, ko se odločiš nekaj pomembnega odložiti, nekaj v tebi oslabi. Vsakič, ko namesto predanosti izberete udobje, trenirate svoj da obupa. Dobra novica je naslednja. Samodisciplino je mogoče tudi trenirati. Vsaka odločitev, ki jo sprejmete za svojo rast, vas naredi močnejšega. Vsakič, ko naredite pravo stvar, tudi če se vam ne da, gradite značaj. In najmočnejša stvar je, da ne potrebujete velikih potez, le začeti morate. Majhne dnevne odločitve, majhna dejanja discipline, ki postanejo navade. Zapomnite si to. 6 ste arhitekt svojega življenja. In vsako dejanje discipline je ena opeka več. Nič vam ne preprečuje, da bi spremenili svojo usodo, razen vaših odločitev. In prav zdaj lahko vzamete novega. Odločite se, da boste od zdaj naprej delali, kar veste, da bi morali. Brez izgovorov, brez odlašanja, brez odvisnosti od tega, kako se počutite. Ker nisi ustvarjen za omejeno življenje. Ustvarjeni ste za napredovanje. In vaša disciplina je najmočnejše orodje za dosego tega. Velike osebne transformacije se ne zgodijo čez noč. Ne zgodijo se zaradi enega samega velikega trenutka ali čarobne priložnosti. Skoraj vedno se zgodijo s kopičenjem majhnih odločitev. Na videz preproste odločitve, ki pa čez čas zgradijo povsem drugačno življenje. Razmislite o tem. Vaša usoda ni tisto, kar počnete občasno. To počneš vsak dan. Vstanite 30 minut prej, preberite 10 strani dobre knjige, prihranite nekaj denarja, izberite zdrav obrok, opravite težko nalogo, tudi če vam ni do tega. Samo ta dejanja se zdijo nepomembna. Toda ponovljene z disciplino so transformativne. Spoznal sem ljudi, ki so spremenili celotno življenje preprosto tako, da so vsak mesec razvili eno novo navado. 12 navad na leto in v enem letu so bile neprepoznavne. Produktivnejši, varnejši, srečnejši.
Ključno je, da ne počnete več stvari. Gre za dosledno delanje pravih stvari. In zato potrebujete disciplino, ne motivacijo. Motivacija je tista, ki te spodbudi k začetku. Disciplina je tista, ki te pripelje do konca. Vsakič, ko sprejmete odločitev, ki krepi vaš značaj, ste vse bližje osebi, kakršna želite biti. Vsakič, ko izberete tisto, kar je težko, namesto tistega, kar je udobno, gradite mentalno moč. In tukaj je mogočna resnica. Vsakič, ko se prisiliš narediti pravo stvar, tudi ko tega nočeš, zmagaš. Premagaš odlašanje. Trenirate svojo voljo. Krepite svojo identiteto. Z dejanji dokazuješ, da si lahko zaupaš. To je neprecenljivo. Nikoli ne podcenjujte moči majhnih odločitev, ker so te majhne odločitve, sprejete z disciplino, tiste, ki vas bodo korak za korakom pripeljale do izjemnega življenja. Samodisciplina ni dar, s katerim se rodiš. To je veščina in kot vsako veščino jo je mogoče trenirati, razvijati, krepiti, korak za korakom. Včasih me ljudje sprašujejo, kako naj imam več discipline. In vedno jim govorim isto. Začnite z nečim majhnim, a počnite to vsak dan. Prvi korak je naslednji. Obljubite si in jo izpolnite, brez izgovorov. Ni nujno, da je velika obljuba. Lahko je nekaj tako preprostega, kot je vstajanje vsak dan ob določeni uri, branje 10 strani, 2 minutna vadba ali izogibanje preverjanju telefona pred zajtrkom. Ni pomembna velikost navade, pomembna je pripadnost. Vsakič, ko izpolnite majhno obljubo, okrepite svojo identiteto. Nase začnete gledati kot na nekoga, ki je zanesljiv, odločen, in to spremeni vaše razmišljanje, kako delujete in kakšne rezultate dosegate. Drugi korak. Ustvarite rutine. Ne prepustite svojega napredka volji trenutka. Oblikujte si dan tako, da so pomembne odločitve sprejete že vnaprej. Kaj boš naredil, kdaj boš to naredil in zakaj boš to naredil. Rutina ščiti vašo mentalno energijo in naredi disciplino samodejno. Tretji korak. Izmerite svoj napredek. Spremljajte, slavite vsak najmanjši napredek. Viden napredek krepi vašo notranjo motivacijo in vas spominja, da napredujete, tudi ko se ne zdi tako. In četrti temeljni korak. Hitro si odpustite, vendar se ne ustavite. Na neki točki vam bo spodletelo, zamočili se boste, imeli boste težke dni in to je v redu. Pomembno je, da slab dan ne postane slaba navada. Ne pozabite, vsakič, ko poskusite znova, trenirate disciplino. Vsakič, ko po padcu vstaneš, postaneš močnejši. Vsakič, ko naredite pravo stvar, tudi če se vam ne da, gradite svojo najboljšo različico sebe. Samodisciplina je kot mišica in kot vsaka mišica postane močnejša z nenehno uporabo. Naredite pravo stvar vsak dan, tudi najmanjše stvari, in s časoma se bo vaše življenje spremenilo. Ko živite z disciplino, ne izboljšate le svojih rezultatov, izboljšate svoje celotno življenje. Ker disciplina ni le ključ do poklicnega uspeha, je temelj vaše samozavesti in vašega duševnega miru. Samodisciplina vam daje moč. Moč nad sabo, moč nad vašim dnevom, moč nad svojo usodo. Ko ste disciplinirani, se zbudite z namenom, sprejemate jasne odločitve in ste ponosni nase ne zaradi tega, kar ste dosegli, ampak zaradi tega, kar postajate. Ni močnejšega občutka kot iti zvečer v posteljo z zavedanjem, da si dal vse od sebe, da ste bili zvesti svojim prioritetam, da ste rekli ne motnjam, da ste napredovali, pa čeprav le malo, da se mir ne kupi, zasluži se. In disciplina je cena. Disciplinirani ljudje imajo eno skupno lastnost, živijo mirnejše življenje, bolje prenašajo težke trenutke in se hitreje dvignejo, ko padejo, ker vedo, da imajo notranjo strukturo, sistem, moč, zgrajeno z vsakodnevnim trudom. In to je največ vredno. Disciplina te ne omejuje, ampak osvobaja. Osvobodi vas krivde zaradi odlašanja, stresa zaradi improvizacije, tesnobe, ker ne morete napredovati. Daje vam nadzor,
daje vam jasnost, daje vam smer. In ko imate smer, postane življenje enostavnejše, bolj osredotočeno in veliko bolj izpolnjujoče. Ne glede na to, kje ste zdaj, če se odločite živeti z disciplino, se bodo spremembe začele takoj. In čez čas se boš ozrl nazaj in rekel: to je bila najboljša odločitev, kar sem jih kdaj sprejel. Kajti živeti z disciplino je živeti z namenom in ni večjega uspeha od tega. In zdaj si ti na vrsti. Na vas je, da se odločite, ali boste nadaljevali, kot ste, ali pa boste potegnili črto v pesek in rekli: od danes naprej se začenjam spreminjati. Ni vam treba storiti vsega naenkrat. Niti treba biti popoln. Samo odločiti se moraš, da boš bolj discipliniran kot včeraj. In vzdržujte to odločitev dan za dnem. Naredite to, tudi če vam ni do tega. Naredite to tudi, če vam nihče ne ploska. Naredite to, tudi če ne vidite takojšnjih rezultatov. Ker na koncu ne gre za motivacijo ali energijo. Gre za značaj, doslednost in samospoštovanje. Imate vse, kar potrebujete, da to dosežete. Ni vam treba čakati, ni vam treba vprašati za dovoljenje. Lahko začnete danes. Lahko se vodiš. Lahko zgradite življenje, ki si ga zaslužite. Samo to odločitev morate sprejeti, prisiliti se k disciplini. Tudi ko je težko, še posebej, ko je težko. In ko boste čez 6 mesecev, leto, 5 let pogledali nazaj, boste videli, da je bila ta odločitev tista, ki je vse spremenila. Zato želim, da si zapomnite tole. Disciplina je vsakodnevna obljuba, ki si jo dajem in jo držim. Ponovite, napišite, živite in vedno si zapomnite. Vaše življenje se ne spremeni zaradi tega, kar želite. Vaše življenje se spremeni zaradi tega, kar počnete, in to, kar počnete, je odvisno od vaše discipline. Zdaj smo prišli do najpomembnejšega trenutka. V trenutku, ko se odločiš, kdo želiš biti in kakšno življenje želiš graditi. Poglejte, vsi sanjamo o boljšem življenju. Vsi si želimo uspeha, obilja, sreče, svobode. Toda resnica je taka: sanje se ne izpolnijo z željami, izpolnijo se z disciplino. Disciplina je most, ki povezuje vaše namene z vašimi rezultati. To je tiho, nevidno, a močno orodje, ki ohranja vaše dni, ko motivacija upade. To je zavestna izbira, ki se ponavlja znova in znova, da naredite tisto, kar morate storiti, ne tisto, kar želite storiti. In tukaj je velika razlika med tistimi, ki dosežejo izjemno življenje, in tistimi, ki mu ne. Uspešni niso vedno najbolj nadarjeni, niso vedno najsrečnejši, so pa vedno, vedno najbolj disciplinirani. Oni so tisti, ki nadaljujejo, ko drugi obupajo. Oni so tisti, ki držijo besedo, ko nihče ne gleda. Oni so tisti, ki delujejo tudi takrat, ko jim ni do tega. So tisti, ki razumejo, da disciplina, ne impuls, vodi do veličine. In zdaj si ti na vrsti. Na vas je, da se odločite. Boste suženj svojih impulzov ali boste gospodar svojih dejanj? Ali boste živeli tako, da se boste odzivali na okoliščine, ali boste živeli in ustvarjali svojo usodo? Boste še naprej čakali na popoln trenutek ali boste ugotovili, da je prav ta trenutek pravi čas za začetek? Danes vas želim povabiti k nečemu. Ne čakajte več. Ne sabotiraj se več. Ne skrivajte se za izgovori. Lahko narediš več. Ti si več. Ampak to morate dokazati. Vsak dan, ko odložite svojo rast, je dan, ki se ne bo nikoli več vrnil. Vsaka priložnost, ki jo zamudite, je korak bližje vašim sanjam. Vsak izgovor, ki ga sprejmete, oslabi vaš značaj. Toda vsakič, ko se odločite za disciplino, tudi v majhnih pogledih, zgradite življenje, ki ga želite. Življenje, ki si ga želite, ni naslednji teden ali naslednje leto. Življenje, ki si ga želite, se začne z naslednjo odločitvijo, naslednjim dejanjem, naslednjim korakom in to je lahko že danes. Lahko je zdaj. Predstavljajte si, da čez 1 leto gledate nazaj. Predstavljajte si, da vidite to različico sebe, močnejšo,
odločnejšo, bolj izpolnjeno. Ti, ki ni odvisen od sreče ali navdiha, ampak od lastne sposobnosti doslednega delovanja. Ti, ki lahko s ponosom rečeš, ni bilo lahko, a je bilo vredno. In vse se začne tukaj. Vse se začne s to preprosto, a močno odločitvijo. Prisilim se k disciplini. Ne zato, ker je enostavno, ampak zato, ker je vredno. Ne zato, ker se mi vedno tako zdi, ampak zato, ker imam namen. Naredi to zdaj. Vzemite list papirja in zapišite svojo zavezo. Oblikujte svoj prvi korak. Načrtujte svojo prvo navado. In potem se tega drži. Brez izgovorov, brez zamud, brez notranjih pogajanj. Naredite to, ker si zaslužite živeti svoje najboljše življenje. Naredite to, ker svet potrebuje najboljšo različico vas. Naredite to, ker je cena, če tega ne storite, previsoka. Ne pozabite, da je samodisciplina ključ, ki odpre vsa vrata, ki jih talent sam po sebi ne more. Ni dovolj želeti, ni dovolj sanjati. Moraš ukrepati in ravnajte disciplinirano. Zato globoko vdihnite, napolnite pljuča z odločitvijo, napolnite svoj z vizijo, napolni svoje srce s pogumom in naredite prvi korak. Naredite prvi korak danes. Naredite prvi korak zdaj, ker je danes prvi dan preostalega tvojega najboljšega življenja. Če vam je bil video všeč, nas všečkajte in se naročite na kanal. Hvala in blagoslovi.